Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Nadaljujemo serijo investicijskih podcastov. Prejšnji teden smo obdelali vzajemne sklade, v tem podcastu pa smo se lotili spletnih brokerjev oziroma trgovalnih platform. Ponudba je precej, zato so številni vlagatelji v dilemi, katerega ponudnika izbrati. Dobivam tudi precej vprašanj na to temo in seveda hvala vsem, ki mi pišete, žal pa enoznačnega odgovora ni. Predvsem je izbira platforme odvisna od tega, kaj želite početi, kakšno strategijo trgovanja boste ubrali, s katerimi inštrumenti boste trgovali, kakšen je vaš nivo znanja ali potrebujete storitev svetovanja in tako dalje. Pod črto, zavedati se je treba, da je cilj trgovalnih platform en sam. Aktivirati vlagatelje na 1001 način, da trgujejo, s tem povečujejo volumen in posledično broker povečuje tudi svoj profit. In zadnja leta, seveda v skladu z rastjo delniških tečajev in vse večjim zanimanjem za trgovanje na borzi, prihodki in dobički online brokerjev letijo v nebo. Tudi brezprovizijske platforme, kot sta eToro in Trading 212, mastno služijo predvsem na neznanju svojih strank. Izkušeni trgovalci zato svarijo, da so sodobne trgovalne platforme lahko za manj izkušene prava klavnica. Večina namreč izgubi ves svoj vložek že v parih mesecih. Vse novotarije, ki smo jim priča danes, od social tradinga do frakcijskih delnic, so pravzaprav orodja za pospeševanje prodaje in aktivacijo segmenta manj izobraženih in manj premožnih vlagateljev. Cel kup je tudi skritih stroškov, ki jih večina sploh niti ne zazna, niti ne ve, da so bili obračunani. Skratka, potrebno je biti še kako previden. Kdo nam lahko največ pove o poslovnih modelih trgovalnih platform kot človek, ki prihaja iz panoge in je tudi sam sodeloval pri sestavljanju cenikov? O trgovalnih platformah oziroma brokerjih se bom pogovarjala s Tonijem Jukićem, ki ima bogato kariero delovanja v borzno-posredniških družbah oziroma bankah, ki ponujajo trgovanje. Bil je član uprave borzno-posredniške družbe Poteza, potem je bil 10 let zaposlen na danski Saxo Bank, kjer je bil med drugim tudi zadolžen za vodenje poslovanja banke na področju srednje in vzhodne Evrope. Zdravo, Toni! Živijo, dobro jutro, dober dan. Lahko morda na kratko poveš, s čim se danes ukvarjaš? Wow. Danes je moje življenje kar precej drugačno, kot je včasih bilo. Z ženo sva odprla en tak vadbeni center v Ljubljani, F45, po avstralski franšizi, ki naj jo je precej prevzel. Upam, da bo kakšen od naših članov tudi poslušal ta podcast. Tako da to je del mojega lajfa, potem sta dva mala otroka, seveda, ki včasih, ko jih niti ne moreš dati v kakšen vrtec, prevzameta ful ene pozornosti. Pa ukvarjam se mogoče na pol tudi malo z upravljanjem lastnega premoženja, ker sem ga v tem času ustvaril, malo očetu, ki je že v letih, pomagam pri njegovih zadevah. Tako da vsega pomalem, imam pa tudi kakšne oči odprte za morda še kakšno priložnost v finančnem sektorju zdaj po našem povratku iz tujine. Ti veš, da poznam kar nekaj borznikov, ki so potem, ko so zapustili ta svet, se začeli ukvarjati s stvarmi, ki so nekako otipljive, oziroma kar nekaj jih poznam, ki so šli nazaj k naravi. Nekateri se ukvarjajo z ovčerejo, oljkarstvom, recimo ena prvih borznic pri nas, Mili Kus, je vrhunska oljkarica. Nekateri se ukvarjajo tudi z vrtnarstvom in podobno. Je tu kakšna posebna fora v zborznikov? Ful dobro vprašanje, zdaj si me kar malo presenetila s temi vprašanji, ampak ja, jaz ti lahko povem, kako sem jaz to doživljal, ne. Dejansko moja 10-letna kariera na Saxo je bila tako rečemo, v tem sektorju trgovanja je Saxo eden od najbolj prepoznanih playerjev, ne, in to pač pomeni tudi določene stvari, kot so premikanje po Evropi, z vsemi ugodnostmi, bonusi, ki v kakšnih delih te 10-letne kariere niso bili zanemarljivi in si jih mogoče v Sloveniji tudi malo težko predstavljamo. In te stvari so deloma tam, da pokrije en zelo pomembni vidik tega posla, ne? In sicer nek tak moralno-etični, ker ti, ki se premakneš iz trgovanja z delnicami brez finančnega vzvoda v te bolj tvegane finančne inštrumente, je zelo hitro jasno in mislim, da bo to tudi del najnega pogovora kasneje, da so te stvari precej tvegane in za kakšnega nepoučenega, nadebudnega investitorja lahko tudi kar precej pogubne v smislu
izgube svojih prihrankov. In jaz mislim, da tisti, ki smo bili v tem poslu, smo videli te dileme. Na eni strani pač uspeh finančnih institucij, mogoče lasten uspeh, ker si vseeno bil v trgu toliko, da si prepoznal kakšna tveganja in nevarnosti, stranke pa ne. In pri tem trgovanju greš čez nek emocionalni roller coaster, v resnici zelo sebe tudi spoznavaš, marsikdo je pri tem neuspešen in vidiš to, da ljudje pridejo z upanjem, odidejo s prazno denarnico. In mogoče ta del je pa tako zelo oseben. Mene je to kar precej morilo, kaj sem sploh naredil, razen to, da nekaj zaslužiš, pa da potuješ, pa da je za vse poskrbljeno. Ja, ok, kaj si pustil za sabo, se začneš spraševati. In mogoče sva iz tega vidika tudi z ženo hotela dati nekaj, kar ljudem vračam. Jaz skozi govoriva pismo, tako težko je včasih, mi da so namreč odprla ta vadbeni center 3 mesece, preden je prvič korona vsekala. Tako težko je delati kakršen koli denar. Naj projekt v tem trenutku niti približno ni profitabilen. Samo imaš pa neko drugo misijo, nekaj ljudem vračaš in ko naše člane vidiš, ko se spravijo v formo, ko pridejo z veseljem sem, ko imajo več energije, ko povejo, da so ful srečni, da nekaj za sebe delajo, pa to mogoče tisti del, ki ga pogrešaš v uni prejšnji karieri, kjer pa ljudi ponavadi vidiš v tistem res obupanem stanju. Zdaj, odvisno seveda, za koliko tvegano trgovanje / investiranje gre, ampak če gre za take malo bolj zabavne stvari, vidiš kar ogromno takega. Tako da mogoče malo pol kompenziraš, rečeš, nekaj drugega bi naredil, čisto da pomiriš svojo dušo ali pa da nekaj vrneš ljudem. Definitivno boš sedaj vrnil nekaj ljudem in sicer boš razkril stvari, ki jih načeloma v bistvu mali vlagatelji se niti z njimi ne ukvarjajo. Ampak greva zdaj mogoče sam še pojasniti, ti si zapustil Saxo Bank pred približno 3 leti in od takrat se je v bistvu svet borznega posredništva precej disruptiral. In investiranje je v bistvu postalo podobno igranju igric, torej govorimo o gamifikaciji trgovalnih platform. Na nek način je to postalo tudi problem, saj se je trgovanje v bistvu približalo sferi navidezne resničnosti in marsikdo v tem svetu izgubi nadzor nad sabo in nad tveganji, ki jih sprejema. Nekaj se že o tem omenil, pa bi rada še malo sekala z eno bolj brutalno zadevo in sicer nek izkušen borznik mi je rekel, da ko združiš mlade in besedo sodobna trgovalna platforma, je prva stvar, na katero pomisli klavnica oziroma odiralnica. S tem je predvsem mislil, da 70% novincev konča na trgovanju s finančnim vzvodom in na koncu z izgubami. To ni nič novega. Zdaj sodobne platforme, mladi vstopajo. Jaz mislim, da gre ta industrija pač tako kot mnogo drugih industrij čez neke cikle. In jasno je viden, zdaj mimogrede, jaz sem konec 2018 zapustil Saxo, se potem na kratko pridružil fantom na Bitstampu, za pol leta tam tudi malo bolj podrobno spoznal kriptosvet, ampak neke zakonitosti pa ostajajo nespremenjene. In jaz mislim, da je tukaj odstotek precej višji, ne gre samo za 70%. Jaz mislim, da pa seveda mi takrat smo delali te raziskave, smo gledali, ampak ti, ki si v tej industriji, spoznaš neko tako dualnost, neko konfuznost, mogoče neko skizofrenijo in sicer na en stran konstantno govoriš o tem, da demokratiziraš dostop do finančnih trgov, da omogočaš ljudem dostop do nečesa, kar je bilo prej dano samo posebnežem. Na drugi strani je pa tvoj poslovni model tak, da samo tisti, ki res aktivno trgujejo in s tem svoje premoženje spravljajo v relativno tvegane situacije, samo na tistih zares služiš. Tako da ta dualnost je pri finančnih inštrumentih s finančnim vzvodom vedno obstojala. Govoriva lahko že 1870, 80, če se prav spomnim, ko so prve terminske pogodbe se začele pojavljati, ko je na Chicago Board of Trade, ko se je pač ponudil kmetom, da so pač hedžali neke svoje izpostavljenosti, ki so jih imeli pri poljedelstvu. In pa zelo hitro se je pač temi inštrumenti tudi iz špekulativnih namenov začeli trgovati. Tako da to ful obstaja že dolg časa. Je pa res, da ti, ki gledaš, kakšna stranka ti je na voljo in kateri playerji v tej industriji napadajo kakšen tip stranke, si moraš zelo hitro kakšne novosti umisliti. In zelo sodoben dostop preko telefona, aplikacija, ki je super simpel za uporabo, ki nekako targetira mlade. To so seveda pač stvari, ki so se v zadnjih letih tudi mogoče malo bolj agresivno pojavljale kot prej. Če pogledamo neki Interactive ali pa Saxo ali pa tudi IG, to so playerji, ki so se vedno grebali za ljudi, ki že nekaj teh prihrankov imajo. V zadnjih letih pa imaš tudi take, ki targetirajo pač na zelo preprostega uporabnika.
premoženja. Pa še ena stvar je zelo pomembna, ker sem prej o ciklih govoril. Recimo, nam je bilo jasno, ko sem jaz odraščal, in zdaj bom se razkril, koliko sem star, kar ni nič narobe. Ampak, ko sem jaz tako zaključil z faksom, to je bilo leto tam konc 90-ih, 2000, 2002, 2003. Mi smo bili še vedno, se mi zdi, nekako pod vplivom osamosvojitve, neke nove energije, ki je nastala s to državo, smo se zgledovali po Ameriki, res je bilo kul, da si tradil delnice. Tako, vsak se je hotel s tem ukvarjati, zdaj se malo pretiran, ker rečemo vsak, ampak bilo je kul, da si se spoznal, da si odprl pri borznoposredniški hiši, pa si nekaj kupoval. Se spomnim mojega prvega nakupa delnice, ki je bil slabih 20 let nazaj, ko sem kupil delnico Renaulta na pariški borzi, se mi je to zdelo strašno imenitno. Pol je pa po Credit Crunchu 2008-2009 prihodom recimo v to delovno silo milenicev, se mi zdi, da je za nekaj let enostavno privlačnost finančnih trgov padla. Mi smo se doskrat o tem tudi pogovarjali, ni bilo več kul. Tako, pač kapitalizem je malo bljak. V tistih letih se je to poznalo. Se mi zdi zdaj, po res enem daljšem obdobju bikovskega trenda na borzah, se mi pa zdi, da vseeno ta neka osnovna želja, da ne bom rekel pohlep, ta neka osnovna želja, da si ne samo z delom v službi, ampak tudi s poznavanjem finančnih trgov in trendov v svetu poskušaš izboljšati tvoj materialni položaj, se mi zdi, da je spet neka ta popularnost se malo povečala. Tako da pogovarjava se nekako o enih takih ciklih, ki se mi zdi, da so vedno prisotni. To, da pa kot relativno neizkušen investitor oziroma trgovalec trguješ stvari s finančnim vzvodom in da je to zelo nevarno in da ponovadi ljudje najprej enkrat, dvakrat, trikrat spucajo svoj račun, to se mi pa zdi pa nekaj, kar obstaja že dolgo časa. Zdaj, ko govoriš, koliko je kul trgovati, dejansko smo bili leta 2017-2018 priča tako imenovano kriptoreliju, potem se je vse skupaj mogoče malo ohladilo, danes govorimo o stock reliju. Nekatere mlade, ki me kontaktirajo, v bistvu me sprašujejo, če so zamudili ta vroči vlak, celo priznajo, da jih je udaril FOMO, fear of missing out. Je po tvojem mnenju še prostora za rast po 12 letih rasti, ne? Ful zanimivo vprašanje, in preden odgovorim na njega, moram dati en tak velik disclaimer. Jaz se v resnici s tem, kam investirati, nikoli nisem ukvarjal v profesionalnem smislu. Jaz sem bil vedno tisti, ki je skrbel za infrastrukturo, za procese, za oddelke, koordinacijo stvari. To je bil recimo moj del. Jaz nisem bil tisti, ki si ga vprašal, a je to še za kupiti. Za sebe, za svoj račun sem se seveda s tem ukvarjal. Ampak recimo moja filozofija zdaj, ko sem pač imel to srečo, da sem lahko nekaj malega premoženja si ustvaril s to mojo kariero v tujini, moja strategija se je popolnoma spremenila. Mene so fantje še takrat v mojih res agresivnih letih poznali kot ultrašpekulanta, ki je itak delal same neumnosti. Kolega Šimnic me je spomnil na nek moj izrek, ba je 10-12 let nazaj, se sploh ne spomnim. Nekaj smo se pogovarjali o tem, a je še nekaj za kupiti ali ni, to Ben ne ve, se nimamo pojma, vse je itak nepomembno. Zdaj, tukaj se skriva mogoče nek cinizem nekoga, ki je očetov denar vzel in ga na balkanskih borzah, izpuhtel v prah. Nekoga, ki je mislil, da bo samo s tem, da bo gledal tehnično analizo na Forexu že 15 let nazaj zaslužil, pa je dvakrat, trikrat spucal račun. To je nek tak cinizem, neko trdo kožo ti to da. Da v resnici, bolj ko misliš, da nekaj veš, manj veš. In je fajn zelo sebe konstantno imeti pod nadzorom, da v resnici nič ne veš. Tako da jaz se s tem nisem ukvarjal. Jaz samo za sebe investiram. Jaz sem se 2017, mislim, da 2018 morda čisto pobral iz delniških trgov dol. Jaz sem že takrat mislil, da smo mi s tem načinom obvladovanja strukturnih težav, ki jih imamo, in kar dam v prvo osebo množine, ko govorimo o svetu, torej o konstantnem povečevanju dolga, tiskanju denarja in pretvarjanju. Temu je naš na Saxotu ekonomist Tim Jakobsen, ki je bil na vseh televizijah vedno tisti, ki je zastopal naše poglede, in temu rekel politika extend and pretend. Torej extend v smislu nadaljuj, kar si delal, tiski denar in se pretvarjaj, da je vse v redu. Tako da jaz sem že 2017 šel v nakupe zemlje, pač nepremičnin in rahlo kasneje tudi v kripto. Predvsem samo Bitcoin v tem trenutku je tisto, kar me je takrat zanimalo in me še vedno zanima. Tako da nekaj, kar ne moreš iz nič ustvariti. Zdaj, kaj hočem s tem povedati?
ne vem, ali bodo delniški trgi še šli gor ali ne. Nimam pojma. Kar vem je, da če gledam svoj portfelj in kako želim biti pozicioniran, želim biti v stvareh, ki so omejene v tem trenutku. Ne? In tako pač nekako zdaj postopam in tako sem razpršil moje premoženje. Ne? To ne pomeni, da še kakšno leto, dve ne bo priložnosti na delniških trgih, zagotovo bo. In je jasno, ne, da je zelo malo stika z realnostjo v tem trenutku te delniški trgi imajo, ampak so bolj povezani s tem, da so na voljo enormne količine denarja, ki prihajajo iz Feda, torej iz nekih centralnih bank dol do ustanov v tem prvem redu. Nekaj pride pol naprej do seveda Janeza Novaka na ulici, ampak vmes enega denarja pač te likvidnosti ostaja in gre pač na borzo in se podpirajo tovrstni tečaji pri teh vrednotenih, ko so. Ne? Tako da nimam pojma, je pravi odgovor. Jaz sebe pozicioniram tako, da sem v stvareh, ki so omejene. Ne? To nekako bi bil moj odgovor. Nekako si zaopisal celo svojo pot od trgovalca, špekulanta do konec koncev tudi malo dolgoročno naravnanega vlagatelja. Zanimalo me je v bistvu, kakšna je statistika. In v Sloveniji statistike nisem našla, sem pa našla recimo za Nemčijo. Aktivnih trgovalcev je v Nemčiji okoli 15% od vseh, ki imajo borzno-posredniške račune. Večina pa jih trguje prek brokerjev, kot so DEGIRO, Flatex, Interactive Brokers. V povprečju pa naredijo med 40 in 100 transakcij na leto. 90% vlagateljev pa jih naredi do 6 transakcij na mesec, večinoma z delnicami in ETF-i. Bistveno več, torej slabih 85%, je vlagateljev, ki naredi do 40 tradeov na leto, kar pomeni 3 transakcije na mesec, medtem ko je teh hipertraderjev manj kot odstotek, ti pa naredijo več kot 100 tradeov na leto oziroma vsaj 8 transakcij na mesec. Koliko transakcij naj bi po neki logiki na leto naredil v povprečju recimo nek dolgoročni investitor? Ta pot od ultrašpekulanta, ki je trgoval na Forexu z razmeri 1:100, do nekoga, ki razmišlja, kako bomo otroku prepustil premoženje, je premosorazmerna z izgubo las. Kar pomeni, da pač se mi zdi, da vseeno je to čisto neka taka normalna pot, malo zoriš, malo se spreminjaš in se tvoj odnos do tveganja spreminja. Kar ne pomeni, da zdaj tudi v teh letih ne delam kakšnih takih bolj špekulativnih zadev, absolutno jih, ampak nekako vseeno se mi zdi to bolj uravnotežen, kot je včasih bilo. In tako se mi zdi, da je to neka taka čisto normalna pot. Jaz mislim, da so te številke sicer relativno točne, ampak ko se pogovarjamo o teh online brokerjih, o teh platformah za trgovanje, za aktivno trgovanje, se fokusirajo še na tisti mali odstotek znotraj tistega najbolj aktivnega dela. Ker če jaz zdaj pogledam, jaz sem bil 2 leti zadolžen res izključno za vse prihodke naše banke v srednji in vzhodnji Evropi. To je bilo nekje 70 milijonov evrov prihodkov, 1,6 milijarde sredstev naših strank. Te stranke so bile pa ali fizični ljudje, ali podjetja, ali pa borzno-posredniške hiše in banke, ki so našo infrastrukturo uporabile za to, da so svojim strankam omogočile trgovanje na teh trgih. In ti vidiš pač te različne grupe, skupine strank in za nas nekdo, ki je tradnil, ne vem, 40 do 100 krat na leto, je bil v bistvu relativno malo vredna stranka. Ti, ki gledaš, pač te tvoje prihodki prihajajo, je zelo hitro je jasno, kako nesorazmerno porazdeljeni so te prihodki. Ti imaš mogoče res mali odstotek od teh ultra aktivnih trgovalcev, ki z velikimi vsotami premetavajo aktivno, govorijo tudi večkrat na dan. Nekdo, ki mogoče naredi kakšnega robota s kakšnim softverom in se potem prek API-ja poveže do tebe, kaj to je, na hitro razložim čez sekundo, lahko naredi do 10-20 tradeov na minuto s tabo. In seveda pri vsakem si vzameš mečken prihodkov. Če sem na hitro razložim, API je način trgovanja, kjer ti ne z očmi in s klikom na GUI, na Graphic User Interface, torej ne tisto, kar imaš na telefonu, oddaš naročilo, ampak ga preko programskega jezika, ki se v tej industriji uporablja, na elektronski način, do nekajkrat na sekundo lahko pošljaš paket podatkov, ki brokerji na drugi strani naroča, kaj želiš ti s svojimi pozicijami delati. Tako da tukaj se pogovarjamo o high frequency trading svetu, ki je mogoče rezerviran za res
ambiciozne, bogate posameznike in pa potem za hedge sklade oziroma podobne strukture, ki z brokerjem trgujejo in iščejo tiste ali arbitražne priložnosti na kratek rok ali pa mogoče tudi kakšne take špekulativne naložbe na kratek do srednji rok. Tako da ti v bistvu si res pri teh platformah, o katerih govorimo, res targetiraš en mali del od teh, ki si jih omenila. 15% od nekih investitorjev, da so to tisti, ki so aktivni, to se mi zdi okej. Odstotek, ampak znotraj tega je pa pač, ker ta paket odpreš, kot sem rekel, ima še vedno ful veliko enih razlik. Tako da ta svet je zelo neenakomeren in potem se vsi nekako providerji nabijajo in grebejo za pač ta zelo jasen, najbolj aktiven segment strank. Pol se je pa seveda treba vprašati, in to je po mojem segue do tvojega naslednjega vprašanja, pa ne da bi poskušal kakorkoli tepe vplivati, kakšno bo naslednje vprašanje, ampak vprašaš se seveda, kaj pa unka pa naredi 10 tradeov na let? Tudi od tam mora finančna institucija nekaj zaslužiti. In tam se pa pol pogovarjamo o inactivity fee, torej nekem strošku, ki ga zaračunaš, če nekdo ne naredi nič, raznih skritih stroškov, že takrat, ko pa naredi kakšen trade, ker od tistih pa tudi moraš nekako preživeti, sploh v času nizkih obrestnih mer, kjer ti ne moreš plasirati sredstev v strank na kakšen profitabilen način in zaradi tega verjetno se marsikdo tukaj ukvarja s tem, zakaj si mi pa to zaračunal, zakaj si mi pa tisto, zaradi tega, ker drugače pač enostavno nima pravkar nič od takih strank. Ampak to nekako se mi je zdelo primerno povedati. O stroških bova potem malce več povedala, jih bova konkretno tudi secirala. Rada bi se mogoče še ustavila pri recimo volatilnosti. Andraž Graha, ki je v podcastu MoneyHow povedal, da je volatilnost muza trgovalcev, verjetno pa tudi teh platform. Našla sem recimo en tak zelo zanimiv graf, ki prikazuje korelacijo med nihajnostjo trga in pa trgovanjem vlagateljev. Bolje nihajno, večje akcije, večje trgovanje, na koncu pa verjetno največ pokasira broker, ne? Absolutno. Mislim, grozljivi so bili časi, ko se nič ni dogajalo na delniških trgih. To je zelo mora biti previden, ko to rečem. Jaz se zdaj postavljam v vlogo nekoga, ki pri finančni instituciji skrbi za to, da se posel širi, ali z več strankami, ali z večjo aktivnostjo teh strank. In ne z vidika sebe kot nekega investitorja, ki mu nizka volatilnost pa pač konstantno rahlo dvigajoči se tečaji vrednostnih papirjev ali pa OTC inštrumentov, ki jih ima v portfelju, pač ko se višajo. To je super. Ampak če si ti tam, da poskušaš razširiti posel, da ustvariš prihodke, te pa situacija, ko ni te volatilnosti, je seveda zelo neprijetna. Zgodi se tudi to, da se, in to se nam je zelo, zelo, zelo veliko zgodilo v letu 2017 in 2018, najbolj aktivni, enostavno tisti, ki recimo spremljajo in v bistvu sebe lahko tudi vržemo ta koš v tistem trenutku, ne verjamejo več, da bojo šli tečaji kar gor. Zakaj? Zaradi tega, ker gre za neko umetno napihovanje tega balona, ker ti toliko enega denarja pač napumpaš v sistem, marsikdo razmišlja o tem, da pač to se bo prej ali slej končalo. Zaenkrat se še ni končalo, ampak tisti aktivni trgovalci se ustrašijo tazga trenda in se kvečem zgodi, da začnejo šortati trg. Ljudje so to začeli delati in kaj se je pol tem našim najbolj aktivnim, najboljšim, najbolj bogatim strankam začelo dogajati? Pismo, vsi so začeli izgubljati. Vsi so bili na šortih, niso hoteli zamenjati pozicije, kar je itak čisto nova debata, kako se kot aktiven trgovalec obnašaš takrat, ker nimaš prav. Tukaj not lahko še za 7 podcastov odpreva temo, ampak ne bova. In se je začelo dogajati, da so ljudje, ki so bili zelo dobre aktivne stranke za nas, ne samo, da so bile čisto pasivne, da so ustrajali na svojih šortih, ker so bili prepričani, da prej se bo to obrnilo, ampak so celo izgubljali. Torej ne, da nimaš samo aktivnosti, ampak njihovo premoženje se zmanjšuje. In tako da to, kar je Andraž rekel, jaz se absolutno strinjam s tem. Neka ne totalno nenavadna volatilnost, ki ima svoje zakonitosti in svoje probleme za finančne institucije. O tem lahko tudi kakšno zanimivo rečeva, predvsem dogodek iz januarja 2015, ko je švicarska centralna banka umaknila vezavo tečaja na evro in kaj se je takrat dogajalo v tem našem poslu.
ampak neka taka normalna volatilnost, ta je pa v bistvu najboljša za brokerja, pa tudi iskreno povedano za nekoga, ki aktivno trguje, je to predpogoj, da sploh zaslužiš več kot to, da daš nekomu pač v upravljanje ali pa vzajemni sklad. No, zato je treba imeti tudi veliko znanja oziroma se pač poučiti o teh zadevah. Našla sem eno zanimivo statistiko, in sicer na eToru je povprečna starost trgovalcev začetnikov 32 let in povprečna vrednost njihovega portfelja je skoraj $1000. Recimo dobra polovica strank na Dežeroju pa je starih v rangu od 25 do 45 let. S Krunotom Abramovičem smo se pa tudi o tem pogovarjali, kdo so v bistvu pravi vlagatelji, in je omenil, da večina vlagateljev začne v bistvu varčevati, ko gredo otroci od doma. To je tam okrog 50. leta. Se pravi, lahko verjetno govorimo o popolnoma drugih profilih vlagateljev. Mene bi kot posameznika, kot človeka, bi mi bilo grozno misli, da sem začel varčevati potem, ko so šli otroci od doma. V resnici prej kot dojamem, pa če sem star 18 ali pa 23, da že €50 na stran vloženih v nekaj, kar ima smisel. Zdaj pustva, da sem v besedno zvezo v nekaj, kar ima smisel, zapakiral in kup enih razmišljanj pa različnih teorij, kaj ima smisel v katerem času. Pustva to debato. Ampak prej, ko vem, da €50 na stran na mesec lahko čez 20-30 let pomeni popolnoma drugačno kvaliteto mojega življenja, prej bom v resnici postal zrel, odrasel posameznik. Zdaj, jaz se zavedam, da je mogoče življenje danes popolnoma drugačno, kot je bilo takrat, ko sem bil jaz 20. To je pa zdaj že 20 let nazaj. In moram priznati, da tudi jaz takrat nisem varčeval. Kasneje sem, ampak to je bilo že v 20-ih. Jaz mislim, da se mora ta odnos do varčevanja, investiranja zgoditi prej, kot v teh poznih letih. Si pa predstavljam, da za neke večje zneski, ki jih ti daš v vzajemni sklad, so pa praviloma ljudje vseeno starejši, v neki drugi fazi življenja. Ti z platformami, z nekimi preprostimi nakupi ETF-jev vsak mesec, ti v bistvu znatno ceneje lahko vstopiš na te trge, kot takrat, ker rabiš pač neki malo bolj konkreten znesek pripraviti, da kupiš neko točko vzajemnega sklada. Tako da jaz mislim, da se mora to prej zgoditi. Kar se tiče starosti, eToro je pač nekdo, ki se pozicionira malo drugače, kot se recimo pozicionira Interactive Brokers ali pa Saxo ali pa mogoče tudi IG v Veliki Britaniji. On dejansko gre na ta manjši segment, torej strank, ki imajo manj sredstev. Pri nas je dolgo časa veljalo, da manj kot €10,000 sploh nismo odpirali računov, kasneje smo to malo spustili, ker je vseeno za tiste, ki so aktivno trgovali, nekje zneski med 2 in 10,000 evrov, se je dalo kar tudi lepo na njih zaslužiti, ne? Ampak načeloma se pač brokerji tudi tako pozicionirajo, da na ta način nekako signalizirajo trgu, za kakšne stranke so namenjeni. Ne? In to eToro bo tukaj pobral pač manjše stranke, ne? Mogoče ljudje v zgodnjih 30-ih, ki imajo €1000, ne? Ampak to je €1000, ki so namenjeni za verjetno visoko špekulativno trgovanje. Tisti, ker gre za mogoče ohranjanje vrednosti ali pa iskanje manjših donosov, te ljudje verjetno investirajo kam drugam. Tako da odvisno, koga boš pogledal, odvisno na kater segment strank se bo ti broker fokusiral. A veš, da mi pišejo številni najstniki, ki v bistvu še niso polnoletni, in vsem se seveda zahvaljujem, da poslušajo, in sem vesela, da jih v bistvu pri teh letih zanima tudi investiranje na kapitalske trge. Seveda je pa v bistvu prva ovira za te najstnike v bistvu starost. Pri večini brokerjev je namreč omejitev 18+. Recimo zanimivo je pa to, da pri domačih brokerjih, to so mi pač povedali recimo konkretno na BKS-u, ni starostne omejitve. Do 15. leta sicer vso dokumentacijo mora podpisati starš, od 15. do 18. leta pa oba, tako starš kot otrok. Ampak vseeno se mladi najstniki odločajo tudi za tuje brokerje, nekako nahecajo svoje starše, da odprejo trgovalne račune in potem grejo, skočijo in kupijo v bistvu svoje prve naložbe. Meni se zdi to totalno kul. Meni se zdi to vrhunsko. Je pa res, da je pa vseeno prav, da je to skupaj s starši, da se, če je le možno, torej če je starš vsaj osnove investiranja pozna, da se pač
pogovorita, kaj želi doseči. In jaz ne bi imel čisto proti, če moj ta mal pride do mene pa mi reče, fotor, daj mi x tisoč evrov, ker bom gamblu na borzi, ne, bom rekel, ok, dam ti x polovic tisoč evrov ali pa dam ti 500 evrov, pa probi. In vem, da je to odpisan denar. Vem pa tudi, da če gre le za pač nekega približno razumnega fanta, da se bo pri tem nekaj naučil. Zdaj, kaj mislim, ko rečem nekaj naučil? Vsaka šola nekaj stane, ne morem verjeti, da sem to krilatico uporabil, ampak če sebe pogledam, jaz sem iskreno družinski proračun porinil v minus, po mojem, minus 100 evrov. V tej moji začetni fazi bil popolnoma zmeden, seveda najprej na plus ogromno, pa pol na teh minus, mogoče niti ne 100, ampak niti se ne spomnim, koliko je to v resnici bilo. Ampak brez tega jaz nikoli ne bi mogel biti tako uspešen v tej karieri, kot sem bil, ker sem se na pozicijah, kjer sem se mogel pogovarjati o tem, kako formuliramo oddelke, kateri oddelek dela kaj, kako dobimo stranke, kakšen je proces, kako skrbimo za tiste stranke, ki imajo x milijonov, pri nas pa tradejo tok in tok, kaj dobi on, kaj dobi. Z vsemi temi ljudmi, ki ti sediš na večeri, ko jih srečaš, ko sediš na sestanku, sem se znal pogovarjati o tem, kaj se na trgih dogaja. In da se na eni strani pogovarjaš o infrastrukturi, o drugi o poslovnih modelih in istočasno, ko je že tisto tretje, četrto pivo na večeri še o tem, kam gre denar, kje so nevarnosti, kako se denar zgubi, enostavno mi je to omogočilo, da sem v bistvu zelo dobro se odrezal vseh teh 10 let. Tako da nekaj se naučiš. In tudi zdaj to, kar počnem, je rezultat vsega tega, kar se naučiš na borzi in še več. Naučiš se o sebi, naučiš se, kako reagiraš, ko gre vse narobe, naučiš se, kako se boš počutil, ko gre vse narobe. In to so tako neke take neprecenljive izkušnje. Jaz tudi v kakšnih drugih situacijah rečem ful veliko stvari, ki sem se jih naučil v življenju nasploh, me je naučila borza. In to boš razumel samo, če boš čutil tisto bolečino, ki zgubiš, ko boš čutil tisto evforijo, ki zaslužiš denar, ki ga v resnici bi drugače zelo težko. In menedžiranje občutkov in sprejemanje treznih odločitev navkljub tem občutkom ali veselim, euforičnim ali paničnim je tisto, kar je umetnost udejstvovanja na borzi. Tako da, če pride mulc k meni, ja, kontroliramo, se o tem pogovarjamo. In še ena stvar, a učiš mlade, da se brez dela pač nekaj dobi? Ne, s tem, ko mu omogočaš, da gre na trg, ga boš kvečjemu naučil to, da ni težjega načina, kako zaslužiti denar kot na trgih. Če si sam, če si nek retail investor, to je res resnici težko. Lahko je, ko konstantno vlagaš leto za letom, kakšen let bo minus, kakšen let bo plus, ekonomija bo rasla, torej na koncu bo tudi tvoje premoženje raslo. Ampak če greš ti probat aktivno trgovati, izkoriščati kratkoročne dvige in padce, boš pa težko najdel stvar, kjer je težji zaslužiti. In še ena stvar, mulci se bodo vprašali, kaj naj investiram? Odgovor na to, če ga najdeš, pa pomeni, da moraš razumeti trende, da moraš razumeti, kaj je, s čim se to podjetje ukvarja. Kaj so nove tehnologije, ki se pojavljajo. Omenjal si tudi izgubo in bolečine izgube. Kje misliš, da je tista točka upada tečaja 20, 30, 40%, ko rečeš, to me pa zelo boli, ustrašil sem se, ne bom več prišel nazaj? Ker to smo namreč doživeli. Moraš vedeti, da je veliko vlagateljev leta 2006-2007 investiralo na Balkan, so se fejst opekali in potem nikoli več vrnili nazaj. Lahko ti konkretno povem, moj zdravnik mi je zanj kazal Excelovo tabelo, koliko denarja je izgubil leta 2006-2007, vzel je tudi kredit, zato da je kupoval balkanske naložbe, nikoli se ni po tem bolečini, ki jo je doživel takrat, vrnil nazaj na kapitalske trge. Prvič, če si zdravnik, pa vzameš kredit, da investiraš na balkanske borze. Že same tele besede me bolijo. Klej en kup enih stvari, kaj je narobe. Ampak, čakaj, samo malo, to moramo staviti. Niso bili samo zdravniki, ki so to počeli, ampak tudi zelo finančno pismeni ljudje, ne? Ne, itak. Vse štekam. Govorim zaradi tega, ker tudi danes zjutraj sem se zbudil in tako en človek reče, še nikoli v lifeu nisem bil tako bullish na Bitcoin, vzel sem kredit in mi je tako... Hočem ti to povedati. Prva stvar, ne bi govoril o tem, koliko tečaj pade. Zaradi tega, ker nekdo, ki trguje s finančnim vzvodom, ki trguje recimo futures, standardizirane terminske pogodbe ali pa CFD-je, imaš tam finančni vzvod, kjer založiš, torej za kritje daš recimo 10%, a veš ti že 10% zredirati tvojo začetno investicijo. Tako da govoril bi o odstotku
padca vrednosti portfelja, ki si ga namenil za to. Jaz mislim, da res začne boleti tam med 20-30, pri čemer je vedno pomembno, kakšen odstotek tega portfelja, ki si jo za to aktivnost namenil, je v celotnem tvojem neto premoženju. Nekdo lahko reče, da je zundal 10. Mislim, da sem poslušal tvoj podcast z Merlakom, ki je rekel, da je, mislim, da zgubil 7 milijonov na nafti, kakšen let nazaj. In tako slišiš se, wow, 7 milijonov, vrgel se bom dol za stolpence, nikoli v lifeu ne bom tega pač zaslužil nazaj, ampak treba se zavedati, kakšno je njegovo neto premoženje. Mislim, da so javni podatki, koliko je zaslužil s prodajo Bitstampa, tako da upam, da mi ne bo zameril, če sem si njega vzel kot primer. Tako da treba je vedno gledati, kakšen je to odstotek premoženja. Poleg tega, da je seveda omenil, da je v preteklih letih zelo, zelo uspešen na trgovanju z nafto. Tako da hočem reči, gledati moraš, kaj pomeni to v celotnem portfelju. In druga stvar je, da celo pač nimaš razpoložljivih prihrankov, ki bi jih rad v neko manj ali bolj tvegano stvar vložil, ampak da si greš sposojati. Ta del je pa že lahko zelo nevaren, in je lahko zelo tudi življenje spreminjajoč. Tako da verjamem, da ljudje, ki so prišli pozno v to neko balkansko euforijo, in tudi jaz sem prišel nekje relativno pozno, oziroma jaz sem relativno prišel, pa se nisem tega znebil. Tudi znebiti se je tega v pravem trenutku umetnost. Ker vse, kar ni likvidno, ko se enkrat pač sentiment obrne, ko se ljudje hočejo znebiti določenih delnic, je praktično nemogoče, ker je tako kot na stadionu v starih časih, ko smo šli gledati fuzbal na Plečnikov stadion, pa so bila samo ena vrata odprta in 1000-2000 ljudi hoče na ena vrata, pač ne gre. In v bistvu pri teh bolj tveganih trgih, kjer je likvidnost majhna, je seveda to tisti luč, ki je problematičen. Tako da jaz bi rekel, vse je vedno treba gledati čez neke odstotke neto premoženja, koliko odstotkov od tega ti ne bo spremenilo življenja, če ga izgubiš, in tisto je potem to, kar nameniš za bolj tvegane stvari. Mogoče bi tukaj sam se dotaknila pač tega kupovanja s kreditom. Dejansko je to danes pač normalna praksa, številni to počnejo preko borznega posrednika, ne grejo sicer na banko, kot leta 2006-2007, pač kupujejo, trgujejo z vzvodom. Če imam jaz 10 jurjev in rečem, imam službo, žena ima službo, imava že neko stanovanje, zaslužila sva, do zdaj sva dala na kup 20 jurjev, da bom jaz teh 10 jurjev porabil za špekulativne zadeve, ker vem, da bo tale delnica potegnila, pač če bo potegnila za 20%, 20% na 10 jurjev, to je 2 jurja, se ene počitnice mava, ampak če dam pa še finančni vzvod, mi bo pa to ful pomenilo. Če jaz to naredim in pridem do tega multiplikativnega učinka velikosti tvoje investicije prek enega inštrumenta, kot je recimo CFD ali pa warranty, certifikati in podobno, kar se da dobiti na to temo, je zame to popolnoma druga zgodba, kot če moje neto premoženje nič in grem si teh 10 jurjev sposoditi. Ko si teh 10 jurjev sposodim in jih izgubim na kakršenkoli način, ostane dolg do banke, je nekaj v realnem življenju, ki bremeni moj razpoložljiv dohodek v prihodnosti. A vidiš, tako da za mene sta to dve različni stvari in vse, kar pomeni, da v primeru izgube vrednosti pač te naložbe bremeni dejansko moj razpoložljiv cash flow v prihodnosti, kjer mimogrede ne vem, če bom še vedno imel službo čez 2-3 leta, ne vem, če si bom mogoče zaželel spremeniti poklic, rataš suženj tega, da pač moraš to vračati. Če ti to narediš zato, ker pač kupiš stanovanje in v njemu živiš, rešiš svoj dolgoročni stanovanjski problem, je za mene čist neka druga stvar, kot da ta denar uporabiš za pač neko špekulacijo. Lahko, da se ti izide, lahko, da si tak car, da ti to uspe, lahko pa, da si resno nekako poslabšaš kvaliteto življenja za naslednjih 50 let. In to sta zame dve različni stvari. Če prideš ti z neko investicijo, ki jo lahko izgubiš in jo pospešiš, boš samo dosegel to, da boš multipliciral učinek tvoje prave ali neprave odločitve. Če boš pa za ta začeten vložek vzel kredit, si boš pa zakompliciral življenje na dolgi rok. Zame je to velika razlika. Številni mladi, ki danes kupujejo naložbe preko recimo platform, kot so eToro, Trading 212, v bistvu niti ne vejo točno, kaj kupujejo. Kupujejo delnice ali kupujejo CFD. Torej v bistvu kupujejo na kredit, kupujejo z finančnim vzvodom. Meni se s tem ne zdi nič narobe, če razumeš, kaj pomeni trgovanje s finančnim vzvodom, in ta začetni vložek prihaja iz sredstev,
ki ne bodo pomembneje vplivali na tvoje življenje, če jih izgubiš. Mogoče tukaj samo še to povem, da v bistvu včasih je ta prehod med delnico oziroma ETF-om in CFD-jem ni jasne ločnice. Ti v bistvu misliš, da si kupil delnico, v resnici si pa kupil CFD. In v bistvu se zelo hitro zavede in zapelje v bistvu špekulativno investiranje, v investiranje s finančnim vzvodom. Tudi nekateri izkušeni investitorji, kot sem ugotovila, da nekako niso čisto blizihar, ali kupujejo ETF ali oziroma delnico, ali kupujejo CFD. Tako da tlele se mi zdi, da niso jasna pravila in tudi ni nekega, ne vem, se mi zdi nadzora nad CFD-ji. Mogoče bi tudi pri CFD-jih mogli uvesti KIT prospekte, ne? Tako kot imamo za ETF-e in vzajemne sklade. Razumem, kaj si mi povedala. Razumem to. Seveda, kot nekdo, ki je bil profesionalno v tem fohu 15 let, mi je nenavadno, da ne veš, da nisi kupil delnice, ampak da si kupil izveden finančni inštrument. Logično pa je, da nekdo, ki mogoče se s tem pač ne ukvarja aktivno, ali pa nekdo, ki šele začenja, mogoče težje to razliko čuti. Druga stvar, ki sem jo hotel povedati, je, na nek način je to točno to, kar si broker tudi želi. In ne govorim čisto nič tazga, za kar bi me mogoče kdo klele počakal, nekdo predstavnik teh brokerjev pa mi polomil noge. Ta industrija je na nek način, kot sem prej rekel, malo schizofrena, neka dualnost je. Na nek način želiš ljudem omogočiti, da dobijo nek dodaten vir zaslužka, če investirajo na pravi način. Istočasno jih boš pa zaradi lastnega zaslužka silo v stvari, ki so bolj tveganje. Čisti konflikt interesov. In v bistvu zdaj lahko tudi ta del zaveževa s tistim prvim vprašanjem, zakaj marsikdo, ki dela v tej industriji, potem mogoče v drugem delu življenja želi kaj drugega početi. Zaradi tega, ker ti je ta konflikt interesov jasen, ker ga vsak dan živiš, ker si ti sicer želiš, da je tvoja stranka uspešna in da gre z 100.000 evrskega portfelja pri tebi na 150 v enem letu, istočasno pa veš, da če bo ta stranka zate profitabilna, da bo mogel trgovati inštrumente, pri katerih bo pa verjetnost, da gre iz 100 na 150 precej manjša. In zaradi tega mogoče sploh, recimo, če pogledamo 10 let nazaj, ta transparentnost je bila še znatno nižja. In zdaj grem pa na tretjo stvar, ki sem jo želel povedati. Te KIT in vse ostale pravne disclaimerje, a veš, v zadnjih letih načeloma, sploh v Evropski uniji, brokerji morajo imeti na voljo skozi. To je že kar nekaj let. Problem seveda nastane, ker ta posel postaviš na Mauritiusu, pa ga postaviš v kakšnih offshore ozemljih, kjer je morda ta pojasnilna obveznost znatno nižja kot nekje v Evropski uniji. Ampak ti opozorila o tveganju, da lahko izgubiš celoten vložek in si še pri tem dolžen brokerju nekaj. Ta opozorila vedno moraš stranki pokazati. Če slučajno misliš, da potem brokerji razmišljajo, kako to res pokazati na ta prav transparenten način in da ne razmišljajo, kako to pokazati na način, da nekdo samo nekaj ne bodi ga treba od kljuka, da se umakne, potem se motiš. Broker tukaj se vedno deluje na ta način, da sebi poveča pač možnost zaslužka in bojo to vrstne opozorila pač pokazal na tak način, da ga stranka v resnici pač sej prebere. Torej, minimalno obvezno zadostiš. To narediš, da bi pa kaj res ekstra poskušal ljudem dopovedati, to pa ne, ker si sam pač režeš prihodke. Točno to je point. eToro, ki se v bistvu razglaša za nekakšen Amazon financ, v bistvu propagira, da kako brezplačni so, brezprovizijske platforme je to, ampak broker to nekako usmeri stranko k plačljivim storitvam in v bistvu kar naenkrat brezplačne oglaševane storitve postanejo plačljive in so v bistvu vaba za potencialne žrtve, če lahko temu tako rečem. In recimo zanimivo mi je bilo to, ko sem brala intervju z predsednikom uprave eTora, ker je v bistvu povedal, mi ne oglašujemo in prodajamo CFD, pač pa social trading kot nekakšen unique selling point. Lej, brez da bi kaj preveč pretirano govoril o eToru, ker vseeno čutim neko profesionalno dolžnost, da ne glede na to, da sem za konkurenta delal 10 let, lahko rečem to. Social trading je nekaj, kar je par let nazaj kazalo, da bo vrhunski nek obvoz
mogoče to ni prava beseda, ampak predstavljaj si, da ti sediš pred portfeljem svojih strank in si komercialni direktor nekega takega brokerja. In imaš skupaj vse tiste, ki delujejo v ekipah, ki te stranke suportirajo, in vprašanje je, kako povečati aktivnost. In jaz tukaj moram iskreno povedati, jaz nimam Saxotom že 2 leti pa pol popolnoma nič. Ampak tam res so delali ljudje, ki so porabili ogromno enega časa, kako ljudem pomagati biti profitabilen. Jaz sem vedno imel občutek, da delam za najbolj, rečemo, kredibilnega in pošteno institucijo v tej industriji, ki je mogoče, ne vem, ni najbolj, ki je mogoče lahko tudi z kakšnega vidika sporna, rečemo tako. Ker vem, koliko truda je šlo v to, da smo razvijali neke signale, kdaj je stranka v nevarnosti, ker so se zaposlovali fantje iz matematiki iz danskih univerz, ker smo formirali ekipo, da bomo ljudem pomagali bolj profitabilno tradati, ker se je opozarjali, ker se je zmanjševali kritje, torej ker se je povečevali zahteve po kritju, torej ti zmanjšaš ta multiplikativni učinek, a ne tudi takrat, ko je vsa industrija šla v drugo smer, pa smo mi rekli, ne, moramo zaščititi stranke. Tako da, kljub vsemu temu, smo pa vedno gledali, okay, kako lahko nekoga naredimo bolj aktivnega. In takrat je bila ideja, če sam nekdo malo izgubi in se prestraši, mogoče bo pa lažje svoj portfelj aktivno upravljal, če bo sledil kar enemu, ki pa dela profit. In zdaj, če mene vprašaš, ali ima to smisel ali ne, jaz bi rekel takole, zakaj imamo institucije, ki morajo biti licencirane, ki morajo iti čez precej enih ovir, naj si bo pri kapitalu, pri procesih, pri licencah, pri vsem, da se lahko ukvarjajo z nekaj, kar po MiFID-u rečemo upravljanje premoženja ali investicijsko svetovanje. In na drugi strani v GMIU 756 hot omogočimo, za katerega sploh nek človek ne ve, kdo to v resnici je, broker seveda ve, ker je mogel za njega odpreti račun in ga identificirati, ampak nekemu GMIU 5708 hot bom jaz zaupal in bom svoje premoženje povezal, oziroma svoj account linku z njegovim in potem tradu po tem, ko on trada. Kakšne ima on risk management parametre, na podlagi česa se on odloča, kakšno je njegovo znanje o teh finančnih trgih. Nič od tega v resnici, zdaj mogoče že malo več, ampak tako, kot sem še jaz spremljal, ni bilo jasno. In zaradi tega se je meni zdel vedno, da ta social trading v resnici je nekaj, kar ni v končni fazi v korist stranke. Lahko da se motim, lahko da je tam 1% nekih fantov, ki res totalno rastura in imaš ti zdaj možnost njega slediti in kopirati njegove trade, ampak v resnici je to pač z vidika brokerja nekaj, kar absolutno pospešuje volume, ustvarja dodatne posle in s tem zaslužek. In moje razmišljanje je, če nočeš sam upravljati svojega premoženja, zaupaj nekomu, ki je licenciran, ki je reguliran, ki ima ustrezno kapitalsko ustreznost, da ima svojo finančno institucijo, ne pa pač nekomu, za katerega ne veš, kdo je, nekaj je, če tudi izgleda, da je tisto leto dobro trgoval. Tako da, kje je tukaj ta moralna spornost, to je zelo tako, vse je nekako malo zamegljen. In ti lahko nekaj prodaš kot popolnoma dodano vrednost za nekoga, v resnici pa na tak način veš, da boš samo pospeševal svoj volume in svoje prihodke. Greva se še dotakniti ene zadeve, in sicer poskušala sem ugotoviti, preko katerih platform trgujejo Slovenci, kaj uporabljajo. Raziskave nisem našla, zato sem prosila člane Redditovega foruma Slovenija Fire, da pač odgovorijo na vprašanje, preko katerega brokerja trgujejo. Odgovorilo je preko 190 članov, vsem se seveda zahvaljujem in jih hkrati tudi lepo pozdravljam. Torej, rezultati. 24% jih trguje preko brokerja Trading 212, dobra petina preko Interactive Brokers, skoraj 16% preko CapTraderja, ki je introducing broker za Interactive Brokers, sledita še eToro in Revolut, vsak s po 10% glasov. Trading 212 in eToro in Revolut seveda ponujajo brezprovizijsko trgovanje, prva dva sta specializirana tudi za CFD-je, Revolut pa ima pač precej omejeno možnost trgovanja. Priča smo torej pravi poplavi platform za trgovanje in marsikdo je zdaj v dilemi, katero izbrati. Na kaj si moramo najprej odgovoriti pri sebi, ko izbiramo prvo platformo za trgovanje?
V resnici ful simple vprašanje, ne, ki pa, če ga malo bolj kompleksno pogledaš, niti ni tok, ne, ampak deva ne par stvari na mizo, pol pa mogoče rečeva, ok, če gre pa za prvo trgovanje, ti pa verjetno od vseh teh stvari ni pomembno to in to in to, ne. Prva stvar, ki bi jaz vedno vprašal je, kakšen je namen trgovanja oziroma kakšen bo tvoj trgovalni stil. Druga stvar, ker bi verjetno izbira za nekoga, ki bo naredil tistih, ne vem, en trade na mesec, pa to recimo v delnicah pa obveznicah mogoče ETF-jih čist drugega kot nekdo, ki bo tradal opcije na Forex, ne. Torej, kaj točno bo tvoj stil, kaj hočeš doseči, kakšno je tudi tvoje znanje v različnih instrumentih in to je druga stvar, torej, katere instrumente ti pač ta finančna institucija ponuja. Boš imel delnice, boš imel obveznice, ok, če skočim v svet izvedenih finančnih instrumentov, kaj pa če hočem trgovati nafto, zemeljski plin ali kakav. Torej, ali dobim dostop do standardiziranih terminskih pogodb oziroma CFD-jev na standardizirane terminske pogodbe. Pazi ta twist, a ne derivativ na derivativ. Pa imaš neko stvar, ki jo marsikdo zanemarja, bi pa res apeliral na vsakega, ki da nek pomembnejši znesek, to je pa neka finančna stabilnost ustanove in pa ki je regulirana oziroma ki je postavljena, ker tukaj lahko pride tudi do precej razlik. Znotraj tega je zelo, zelo, zelo pomembno vprašanje ločevanja sredstev strank in sredstev finančne ustanove. Recimo ena stvar, ki je marsikdo ne ve, mi na Saxo Bank nismo mogli ločiti sredstev strank. Torej, če nekdo poslal nam denar in bi mi šli v stečaj, bi se premoženje, mora biti natančen, denar strank, bi šel v to stečajno maso za poplačilo upnikov. Ti bi iz jamstvene sheme lahko dobil pač nazaj do določenega zneska, pri čemer vrednostni papiri, torej če si pa ti delnice kupil, delnice so pa bile ločene. In zdaj, kaj hočem s tem povedati tukaj pri tem delu, pomembno je, da vsaj malo razumemo, ali je naše premoženje ločeno in če bi šel, če zaide v težave finančna ustanova, kakšna je verjetnost, da jaz do tega denarja pridem. Če gre za večje zneske, je to lahko zelo, zelo pomembno vprašanje. Potem ena stvar je način izvrševanja teh poslov. Recimo, zelo pomembno nekaj let nazaj je bilo, da si ti izbiral Forex brokerja, torej tisti, kjer si, torej brokerja, providerja, ki ti je nudil trgovanje z valutnimi pari, ali si direktno z brokerjem izvršil in si v bistvu na njegovo v tistem trenutku razpoložljivo likvidnost si tradal proti njemu, ali je on to razpraševal naprej na njegove liquidity providerje. Zdaj, to je lahko včasih pomembno, včasih ne, ampak recimo to je tudi ena od stvari, ki jih je fajn vedeti. Potem marsikdo se bo vprašal, kaj če je kaj narobe, koga pokličem, ali imajo fante, ki dvignejo telefon, ali je neka podpora v obliki živega človeka. Če ti nič ne plačaš, boš tudi težko dobil živega človeka, ki boš imel kakršenkoli problem. Naj si bo davčni vidik, kako ki poročam, kaj moram narediti, da mi lahko date to poročilo. Če recimo pride do tega, da tehnično ne moreš izvršiti naročila, ali lahko pokličeš oddelek, ki bo zaprl tvoje pozicije. Ti imaš lahko velike pozicije na laptopu, pade v vodo, nekaj se začne na marketu dogajati in ne moreš iz svojih pozicij ven. Ali imaš neke ljudi, ki ti to podporo lahko nudijo. To je par takih stvari, ki si jih moraš pač vprašati, ko se odločaš sploh, kaj hočeš. Zdaj, kar se še dodaja, je seveda, ker smo normalno taka bitja, ki nam je vizualno pomembna, kakšna je sama platforma, jo lahko dobim na telefonu, lahko na iPadu odprem, pridem do računa in če sem nekaj na telefonu delal, sem avtomatsko poznal v iPadu, če je web-based, ki pridem gor, ali vse to deluje kot mora. Tako da pač kakšen je ta GUI, Graphic User Interface, kakšna je platforma, ta vidik, očesni vidik izvrševanja posla. Tudi to je pri nekomu pomembno. Potem so pač cenovni okviri, koliko za kakšen posel mi izračuna. In ko si ti narediš neko množico teh stvari, rečeš, lej, to mi ni pomembno, to mi ni pomembno, to mi ni pomembno, to mi pa je pomembno in najboljši v tem vidiku je pač ta ali on. Tako nekako bi se jaz lotil tega razmišljanja. Recimo zanimivo, da v bistvu nekako nisi v ospredje dal zgolj in samo stroške, ampak se mi zdi pomembno, da si izpostavil tudi varnost in to, da pač bankroti borznih posrednikov so se dogajali v preteklosti. Imeli smo bankrot MF Global, ki je še par mesecev pred bankrotom imel nadpovprečno bonitetno oceno. In pa seveda par mesecev nazaj smo imeli tudi Robinhood, so se znašli kar malo v težavah, danes se celo premikajo proti IPO-ju. Mogoče bi še to omenila, recimo
Pomembno je tudi v bistvu, kakšna so dodatna zavarovanja, ki jih nudijo brokerji. Recimo eToro ima zagotovljeno neko zavarovalno shemo za vse svoje stranke v višini do $1 milijona. To mi je zelo zanimivo, da si rekla. Jaz bi bil zelo skeptičen do tega zneska, če sem čisto iskren. Se mi zdi pa to izredno visok znesek. Zdaj, glede teh shem, vsaka država bo imela neke drugačne sheme. Tudi v Sloveniji obstoja pač jamstvena shema, v katero pač kot aktivna borzno-posredniška hiša pač vplačuješ v primeru, da kdo od članov Ljubljanske borze, kakšen drug borzno-posrednič pač gre v stečaj, da se iz teh sredstev pač take situacije razrešujejo. Mi na Saxotu smo bili del danske jamstvene sheme in je pač bilo tam zagarantiran, mislim, da do 100,000 evrov za fizično stranke pri nas. In zdaj bom naredil en tak mal skok v neko drugo temo, je pa to zelo pomembno. Sploh, če ti dostopaš do nekega brokerja preko različnih partnerstv, omenila si prej Introducing Broker, še bolj verjetno znan partnerski model je White Label Partnership, lahko za tebe veljajo druga pravila, kot če si ti direktno stranka pri pač tem glavnem ponudniku. Omenila si tega Introducing Brokerja od Interactive Brokers. Kakšna je tam shema, oziroma kakšno je tam tvoje varovanje? Lahko da je boljše, lahko da je slabše, lahko da je isto, ponavadi je isto, ker pravno, formalno pri Introducing Broker relationshipih greš preko enega brokerja, recimo bi lahko bil slovenski, bi lahko bil nemški, do ameriškega brokerja Interactive Brokers, verjetno preko njihove entitete v UK-ju, ampak pač nekje prideš na tak način do Interactive Brokers. Tako da pri White Label partnerstvih imaš pa lahko ti čisto drugačno varovanje. In to je pomembno, da pač ljudje vsaj malo pogledajo. Brokerji ponavadi te stvari kar malo zakopljamo v 3. alineja 7.a člena splošnih pogojev na 47. strani od 219. Zakaj to delamo? Zaradi tega, ker se tukaj skriva en kup enih stvari. Od kreditnega tveganja, torej to je tveganje, ki ga ti prevzemaš, da bo tvoja finančna institucija šla v stečaj. Tudi, ko greš na NLB, podpreš račun, pač ti imaš kreditno tveganje te banke. Seveda, ko je taka sistemska državna banka, verjetno v primeru hujših kakršnih že pač dogodkov, bo država jamčila za te tvoje depozite. Mogoče jih bo jamčila do samo nekega zneska. Jaz sem imel privilegij in glavobol, da sem med potopom ciprskega bančnega sektorja doživel nekaj, kar sem se učil pač na faksu. To je bil bank run. Torej, v bistvu celotno sesutje bančnega sektorja. Jaz sem imel pač nek znesek, rečemo enega malo božjega avtomobila pri tej ciprski banki. Takrat, ko je prišlo do tega sesutja, smo mi ženo tam živela in to je bil normalen bančni račun, kamor sem prejemal plačo, kjer sva živela, iz katere sva pač potovali nazaj domov in normalen bančni račun. Ampak takrat, ko se je ciprski bančni sektor sesul, je prišlo do pač tega, da je bil haircut, torej pač nad nekim zneskom so tebi določen odstotek sredstev pač porezali in midva sva mesece, vsak dan mogla stati v vrsti, da sva 330 evrov z tega računa dvigala, ker to je bilo maksimalno, kar si lahko pač dvigoval. In sva to doživela. In v bistvu, kjerokoli finančno institucijo boš uporabil, vedno imaš to tveganje, čeprav se mogoče niti slučajno ne zavedaš. Tako da ta del in kakšna jamstvena shema velja zate, je nekaj, kar mogoče 2-3% investitorjev gre pogledati. Tudi zaradi tega, ker je to težko. Ampak kjerkoli boš odprl račun, vprašaj to. Najti nekdo, ki skrbi za odpiranje računa, pošlje pač dokumentacijo, ki to razloži. In če finančna institucija tega noče, pač moraš vzeti neko tveganje, da je mogoče stvar tukaj urejena slabše kot pri kakšni konkurenci. Zdaj, ko sva omenjala Introducing Brokerje, marsikdo tukaj v dilemi, koga zdaj izbrati. Recimo, dostikrat kolebajo med Interactive Brokers in CapTraderjem. Kaj bi recimo ti svetoval? Preko katerega je bolje, da investiramo? Ne morem nič konkretno svetovati, lahko pa na splošno takole rečem. Interactive Brokers, njihov poslovni model je precej nenavaden in zelo neverjeten mi je bilo, ko sem dobil vpogled v to, kako delujejo, ki je eden od mojih res dobrih kolegov, ki je na Saxotu bil zadolžen za globalni oddelek sales tradinga, smo temu mi rekli. Torej, to so bili ljudje, ki so bili na različnih lokacijah, v Singapurju, v Avstraliji, v Londonu in v Kopenhagnu in so bili tam na voljo samo za naše stranke, ki so imele težave pri trgovanju. In on je šel na Interactive Brokers in dobiš vpogled, kako delujejo. Če je Saxo bil drag in je imel podporo in ljudi, je Interactive Brokers z tega vidika popolnoma ukleščen. In
to predzgodbo sem povedal, zaradi tega, da pač pridem na poanto tvojega vprašanja. Če si popolnoma samostojen, če, kot Damjan, ki je omenil, da trade različne opcijske strukture, če ne rabiš nobene pomoči, potem v bistvu ne vidim razloga, zakaj ne bi direkt odprl pri njih. Če rabiš pomoč, in tukaj pa zdaj se dotikava ne točno cap traderja, ampak govorim na splošno o konceptu biznisa, ki sem reče introducing broker. Če ti hočeš dobro infrastrukturo podjetja, ki ne zgradi dodatnih funkcij okoli te dobre infrastrukture, če hočeš ti narediti posel, kjer to podporo nudiš, raziskave, analize, v lokalnem jeziku ljudem pomagaš, potem stopaš v tako partnerstvo. In z tega vidika si predstavljam, da introducing broker pač ponudi nekaj več. In zaradi tega lokalno marsikdo raj gre pač do lokalnega introducing brokerja, ker bo dobil nekoga, ki govori v njegovem jeziku, mogoče bo dobil njegov pogled na situacijo, pravno, formalno je pa njegov counterparty, torej tisti, s komer dejansko posluje, je pa pač ta osnovna institucija, v tem primeru interactive broker. Tako da mogoče tukaj dobiš nekako najboljše iz obeh svetov. Introducing broker tudi ima ponavadi pravico dodatno povečevati stroške trgovanja, zaradi tega, ker pač nudi dodatne stvari. Mogoče bi se še dotaknila odpiranja računa. Pri nekaterih ponudnikih je to super enostavno, določeni brokerji pa zahtevajo bistveno več izpolnjene dokumentacije. Kaj nam v bistvu sam način odpiranja računa pove o borznem posredniku, pa še pojasnilo, finančni upravi ni potrebno prijaviti borzno-posredniškega računa, ki ga odpremo v tujini, potrebno je prijaviti le bančne račune, med katere sodi seveda tudi Revolut. To je dobro vprašanje. Zanimivo mi je, kako si formulirano vprašanje. Rekla si, kaj pove to o brokerju. Moja prva reakcija je, ja nič. Zaradi tega, ker te regulacija sili v to, da pobereš tisto, kar regulacija zahteva, da pobereš. Moja druga reakcija je pa, ja, ampak v resnici ni res. Zaradi tega, ker se je začelo dogajati, je to, da je tudi odpiranje računa postalo pač nek selling point oziroma nek faktor diverzifikacije med tem, kaj ti kot ustanova ponujaš. Zdaj pa, kaj hočem s tem povedati? Regulacija je pred nekaj leti pač tudi od brokerjev začela zahtevati, da poberejo mnogo več stvari, da jih prisiliš, da vse stranke prisiliš z nekimi vprašalniki, da nekako izmeriš stopnjo tveganja. Na podlagi stopnje tveganja moraš morda odsvetovati uporabo kakšnih inštrumentov. Ti moraš potem kontinuirano te stvari preverjati na neki relativno pogosti časovnici, torej vsako leto ali pa vsako 3 leta. Regulacija v zadnjih 10 letih je prisilila brokerje in banke, da so začele delati matriko tveganosti vseh držav. Torej, v bistvu, če naš primer povem, ti si odprl en tak ogromen dokument, v katerem je pisal, kaj potrebuješ za podjetje iz Nigerije, ki želi odpriti račun pri nas, in kaj potrebuješ od posameznika. In je to popolnoma drugače kot iz kakšne druge države. Torej, ti sortiraš države po neki stopni tveganosti. Za vsako od stopne tveganosti moraš predpisati, kakšno dokumentacijo potrebuješ. In v bistvu narediš neko tako gromozansko matriko, ki je v nekih točkah tudi precej geopolitična lahko. Primer je bil, ki so, zdaj bom pa težko se spomnil, kdaj je to bilo 2016, 2015, ko je prišlo do sankcij do Rusije, kako smo mi bili prisiljeni v Evropski uniji popolnoma spremeniti način odpiranja za ruske rezidente, in izgubili enega posla, kjer so ljudje enostavno niso bili pripravljeni čez tak postopek. Torej, da ne bom preveč dolg, prvi element tega vprašanja je regulacija. In to, kar vidiš, ni nekaj, kar bi brokerji začeli komplicirati. Ni v interesu, da tebe ubije pač zahtevki po tej dokumentaciji, ampak drugače ne more svojega posla legalno niti upravljati. Drugi element tega vprašanja je pa, kako pa lahko potem to neko seamless izkušnjo vsem zagotovimo? Ali lahko naredimo odpiranje računa nadaljavo? Ali lahko v različnih državah se povežemo na providerje, ki so se začeli v zadnjem desetletju pojavljati? Ti providerji pa omogočajo pač dostop do baz, do javnih podatkov in v bistvu na ta način že pred izpolnjene stvari dobiš, ali pa omogočaš ljudem odpiranje računa nadaljavo. In je začela se pač kar močna bitka o tem, kako omogočati ta onboarding proces na način, da je čim manj boleč. In tretji element, ki sem ga hotel povedati, je, praviloma se zatakne, vsaj pri srednje do velikih strankah, pri source of funds.
v nekem momentu smo bili brokerji prisiljeni, kot marsikdo drug, seveda vse povezan z zadnjih 10 let in z zakonodajo o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, smo bili prisiljeni praktično ljudi sleči dogajati. Zdaj sem tako malo grdo rekel, ampak dejansko smo mogli za zneske nad nekim, torej za vse investicije oziroma želje po odpiranju računa nad določenim zneskom, a je to 100.000, a je to 50.000, je bilo odvisno od tiste prej omenjene matrike tveganosti držav, mi smo mogli razumeti, od kje ima človek denar. In to je šlo do take absurdnosti, da smo imeli eno stranko iz Ukrajine, ki je imela $115 milijonov pri nas, in jaz in še ene par ljudi, torej account manager za to ukrajinsko oziroma rusko govorečo stranko in pa nekdo z našega pravnega oddelka, smo se pol leta bockali, da je človek dejansko uspel dokazati z dokumenti iz 90-ih, kako je njegovo podjetje odkupovalo terjatve od države Ukrajine za določene stvari in potem te terjatve čez 2-3 leta bajno prodalo. In je to dokumentacijo človek dejansko našel in smo na koncu ga pustili, da je tradel pri nas. Ampak že za manjše zneske moraš ti pokazati, od kje ta denar. Zdaj pa, kaj pa naj ti pokažem? Pokazati moraš ali plačo, ali potrditev o izplačilu bonusov, ali da si to podedoval, prodal nepremičnino. Vse to si mogel dokazati. Ne? In zaradi tega je tukaj nastala en kup ene zmede in to je dodatno povzročilo, da so brokerji imeli manj posla. Ker marsikdo je rekel, da veš kaj, nimam. 10 let nazaj sem podedoval, pa prodal sem ali nimam tega, ne vem, ki je preselil sem se. Ja, pol ti ne moramo omogočiti uporabljati svoj račun. Tako da ta source of funds je tudi nekaj, kar dodatno ful obremenjuje te procese. Tako da to je neka nova realnost in definitivno ne bo šlo stran, ker pa se bo dogajalo, je pa to, da bo za tebe vse ta izkušnja lažja. Preko telefona uredimo vse, kar potrebujemo urediti. In v bistvu ta onboarding, spoznavanje, kdo pri tebi trada, je nekaj, kar je del nove realnosti. Veš, kaj sem te hotela vprašati? Recimo, posredniki se zelo razlikujejo tudi po tem, kakšne informacije v bistvu zahtevajo od nas. Denimo, določeni zahtevajo izjave glede premoženjskega stanja in izkušenj, spet drugi ne. Mene pa zanima, ali sploh kdo preverja resničnost teh informacij, ki jih dajemo ob prijavi. In kaj, če recimo se zlažem oziroma navedem napačne podatke? A ti povem po resnici? Ja. Lej, to noben ne preverja. Mislim, ker je nemogoče to preverjati. Ti postaviš nek online vprašalnik in kot stranka obkrožiš in seveda je tukaj zelo ena preprosta logika. Ti, glede na to, kako si klasificiran na koncu, ko ta vprašalnik narediš, imaš lahko različne stopnje zaščite. Ali imaš pa lahko različno omejen oziroma neomejen dostop do kakšnih inštrumentov. In v bistvu na tebi je, da greš čez to čez in se zavedaš posledic. Če boš ti klasificiran kot profesionalna stranka ali pa eligible counterparty, boš imel druge stopnje zaščite, kot recimo, če si retail investor. In ti vprašalniki so tako narejeni, da jih nekdo odkljuka, zabeležijo se v sistemu, ko je zabeleženo v sistemu, se potem neki procesi sprožijo glede na izbiro na tem vprašalniku, neki disclaimerji se pojavijo, in sistem je tako narejen, da če ta tip stranke, potem, ko klikne to, pokaže disclaimer številka 6. In v bistvu, ker gre za posle, ki so 100% avtomatizirani in digitalizirani, ne more drugače niti delovati. In v bistvu postaviš te pojasnilne in opozorilne obveznosti na način, da v bistvu se nekaj pojavi in klikne, razumem, da sem hočem kupiti, in si ti zadostil tem minimalnim pogojem, ki jih moraš po zakonodaji zadostiti. Če pa misliš, da kdo kdaj dejansko gre preverjati, sem vsaj v času moje 15-letne kariere noben ni tega počel. Ne vem pa, mogoče se pa zakonodaja v zadnjem letu spremenila in moraš dejansko iti klicati, vi ste pa rekli, samo za otenek se bom popravil, ker pa je potrebno delati oziroma ker pa se tudi da delati, ker to je pa zelo, zelo lahko izračunati, če nekdo reče, da je retail investor, pa da ni tradal aktivno, pa ne vem kaj, pa imaš pa ti podatke, da pri tebi full aktivno trada v tistem četrtletju, takrat pa v bistvu ti imaš ta podatek, takrat lahko mogoče prekvalificiraš, ampak tudi tega ne moreš, se mi zdi, narediti brez da bi opozoril stranko na to novo okoliščino. Tako da noben tega ne gleda. To je moja izkušnja.
A lahko mogoče, to se mi je zdelo malce nenavadno, Trading 212 je v bistvu začel omejevati dnevni pritok novih strank in so uvedli čakalne liste. Kaj si lahko mislimo o tem? Iskreno ne vem, kakšna je tam situacija, tudi čisto iskreno povedano, zelo, zelo malo jih poznam. Si pa zelo na preprost način lahko predstavljam scenarij, ki se je tudi nam zgodil. Ko imaš ti na en stran toliko več odgovornosti pri identifikaciji strank, identifikaciji izvora premoženja, klasifikaciji in vseh podobnih zadevah, ki jih potrebuješ. Na drugi strani, predvsem, recimo, če imaš primer dotoka večjega števila korporativnih strank, kjer moraš pa en kup enih teh papirjev, ki so vezani na podjetje, pregledati, in to delaš z ljudmi, nimaš pa možnosti v nekaterih državah to delati z tehnologijo, prihaja do ozkih grl. In ti, če imaš dotok strank, ki jih ne moreš pohendlati, imaš eno izbiro, ki je zelo preprosta. In sicer, ali spustiš vse čez pipeline in jih totalno ziritiraš, ker bo njegovo odpiranje računa namesto enega dneva trajalo 6 dni, in imaš en kup enih ljudi, ki se po forumu pritožuje in piše in tečnari, ker danes smo vsi navajeni dobiti vse, ker sem lačen volt, kje je zdaj kolo, tipkaš tam, kje si ti, in če bi bilo možno to delati za proces odpiranja računa prav tako tipku, kje je zdaj ta moj proces. Torej, ali jih sprašuješ v slabo voljo, da se ti to pol po Twitterju pa po Redditu pač pritožujejo nad tvojo storitvijo, ali pa rečeš, jaz sem to cool, jaz sem to popularna in ne sprejemam novih strank, zaradi tega, ker pač imam tako ozko grlo procesirane dokumentacije. Če je ta dilema, potem je zelo simpel pač sprejeti odločitev. Postavi se v čakalno vrsto, ker ljudje smo pa tako zvezani, da če neki čakalno vrsto, tja not hoče iti. In jaz mislim, da ne gre za nič drugega, kot za kakšno tako stvar, da zaradi notranjih omejitev ne morejo pač onboardati ljudi in na tak način raje izberejo pot, kjer jim vsi skačejo po glavi, to pot torej, da izpadejo malo bolj cool. Zanimivo, včeraj je Coinbase objavil podatke iz Q1. Oni imajo 56 milijonov strank, mislim, da 13 milijonov novih. To ne more z ljudmi delati, to mora biti ves proces avtomatiziran in pač tukaj se pokaže, kaj je možno pri tej količini. Marsikdo pa v tej začetni fazi se fokusira na izkušnjo pri tradanju, na pogoje, na inštrumente in ta onboarding del zanemar, potem pa, če se mu zgodi naval, ne more tega pohendati. Ok, greva zdaj na cenike. Zdaj, ko greš gledati te cenike, se ti kar malo zvrti v glavi. Omenil si mi, da si sodeloval pri oblikovanju teh cenikov tudi sam. Kako se v bistvu znajdeš v cenikih brokerjev? Dobro vprašanje. Načeloma ti moraš biti transparenten. Ti moraš pokazati, kaj za kaj izračunaš. Je pa v odvisnosti od tega, kje si reguliran, kje si nadziran, ali je to Evropska unija, je to Mauritius, bo mogoče tukaj lahko nekdo opazil veliko razliko. Mi nikoli tega nismo skrivali, mi smo se v bistvu hvalili s tem, da smo transparentni in v delu naše spletne strani za vsak najmanjši strošek zapisali, koliko je. Marsikdo tega ni počel. Kako se prebiti čez to? Jaz mislim, da je najbolj pomembno, da ko en tip inštrumenta začneš aktivno trgovati, da za tisti tip inštrumenta pogledaš vse tipe stroškov, ki se zgodijo. Fora je v tem, da mogoče, ko začneš trgovati CFD-je, se veš, da je nek financing, tam plačam. Drugo vprašanje je, koliko pa so obresti? Obresti so Euribor plus pribitek. Koliko pa je pribitek? Je odvisno od velikosti računa, gospod. Lahko za mene, za konkretno primer, poveš, koliko je pribitek. Tole si lahko tam pogledate. Pejte pogledati. Ker če boš ti rolil eno pozicijo mesec, 2, 3, lahko, sicer zdaj so nizke obrestne mere, ampak so te pribitki lahko taki, da zelo hiter velik del svojega plusa pač vrneš brokerju, ki ti pač to financiranje ponuja. Druga stvar je, jaz imam račun v evrih, naredil sem profit v dolarjih, kaj se pa zgodi? Konvertiramo vam ga, gospod, v valuto računa. Po katerem tečaju? Enkrat na dan zvečer to naredimo, gospod. Je kakšen pribitek? Je 0,5%, gospod. Torej v bistvu svoj profit, ki sem ga naredil, ko se mi ta profit pač pretvori v valuto računa, tukaj mi še 0,5% vzamete od tega. Ne govorim, da to vsi počnejo. Jaz zdaj govorim ene par primerov, za katere vem, da v industriji obstojajo, vsak naj pa pri svojem providerju malo pogleda. Tako da prva faza je,
Tisti, ki res tradaš, tisti spoznaj z vseh vidikov. Sploh, če greš na Forex, še kar rolaš, ki imaš te overnight charge, pa res poglej. Druga stvar, ki bi jo svetoval, je potem so tudi določeni splošni pogoji oziroma pogoji, ki veljajo za račun. Ok, jaz imam tam 10 evrov, v kateri valuti, v dolarjih. Ok, a mi ponujate kaj obresti, če so ta sredstva nedotaknjena na računu, ne? Ja, gospod, ponujamo, ampak imamo pač tudi neke pribitke oziroma odbitke, ne? Ok, daj poglej, koliko to je. Če imaš recimo negativno stanje, kar se ti lahko zgodi, če trguješ z finančnim vzvodom, se lahko zgodi, da na računu ali pa na podračunu imaš negative cash balance, torej negativno stanje, denarno stanje. Ok, kakšne so pa tam obresti? Ja, vsak dan ti bomo nabili tok in tok. Tudi, kar hočem povedati, je tisti, ker trguješ se pozanimi, vpraši, zahtevi odgovor, ali pa vpraši ljudi, ne vem, na kakšnih forumih ali pa kakorkoli, ki tudi to trgujejo, ki mogoče to malo bolj poznajo. Tukaj so vsi tisti načini, kako od nekoga, ki ni res velik in res aktiven, pobrati neki, da pač broker pokrije stroške s tem, da ima s tabo pač račun. Ker neke stroške imaš. Ti imaš računalnike, ti imaš ljudi, ti imaš servere, ti imaš licence in pač za vsako stvar, če ne drugega za obveščanje, ko pride do nove zakonodaje, moraš stranko obveščati. Neki stroški so in če ti nekdo ne trguje, nekje moraš par evrov pobrati. Marsikdo recimo pa benti čez nadomestila za neaktivnost. To se čisto na začetku že omenil, da je to v bistvu nek način pospeševanja prodaje oziroma aktiviranja vlagateljev. To te ne bo bankrotiralo, lahko ti pač živce poje. Če pogledaš institucije, katerokoli, saj tudi naši največji banki, kjer sem komitent, so mi kar nekega dne poslali zelo prijazno sicer, zelo prijazno, vi ste naša taka in taka stranka, mi vas zdajle flipnemo na nek gold, whatever, ne vem sploh kakšen premium paket, kjer boste imeli 13 transakcij, 13 položnic brezplačnih. Zato boste plačali sicer minimalne stroške mesečne vodenja računa v višini tok in tok. Ja, ok, kaj pa če 2 položnici plačam? Ja, hočem reči, čisto vsaka ustanova išče nek prihodek od tudi neaktivnih računov. In v primeru trgovalnih računov je tukaj dvojni učinek. Prva je ta stabilnost prihodkov, ker če vsakega vlupam za 1 evro na kvartal ali pa za 10 evrov na kvartal, glede na to, koliko tisoč računov imam, pač imam neko stabilnost prihodkov. In druga stvar je, prisilite, da vsaj en trade narediš. In tukaj ne gre za to, folk misli, ok, bom naredil ta trade, to me bo stalo pol evra, v resnici dosti manj kot inactivity fee. Ja, ok, ampak si mogel odpreti platformo, so ti tečaji zažmigali, si se spomnil, kako lepo je, ko si v plusu, pa dej bom, ok, tole sem naredil, bom pa še en trade naredil. Tako tudi ta vidik je kontinuiranega vračanja tej vizualni predstavitvi, kaj trgi so. Neki žmiga, neki se premika, neki je zelen, tle lahko kupam sam, da kliknem. Tako da že s tem te mogoče malo prisil, da ostajaš v stiku, pa da si aktiven. Večina tistih, ki se obrača na nas z vprašanji, pa praviloma v bistvu razpolaga z manjšimi zneski, recimo tam okrog 200 evrov. Večina seveda ima interes nakupovati delnice in ETF-e. Opazila pa sem recimo sploh pri mlajših vlagateljih, da v bistvu niti ne vedo, da jih provizija stane za nakup recimo evrskega ETF-a 4 evre na Xetri preko Interactive Brokers ali pa CapTraderja. In kalkulacija smiselnosti naložbe se pri teh manjših zneskih lahko tudi zelo hitro spremeni. Mislim, jaz nimam veliko izkušenj z ekonomiko trgovanja z takimi zneski, čisto iskreno. Bi pa tukaj rekel nekaj drugega. Če gre za enkratnih 200, ne vem, ali pojdi na eno hudo večerjo, ali pa ne vem, pojdi na 1:100 Forex gamble, pa probi z tega 1000 narediti. Ne vem, kva z 200 narediti. Mislim, tako ne razumem, ne vem, kva lahko narediš. Če gre pa za kontinuirano varčevanje, to pa ful spoštujem. Če si ti zaračunaš, kakšen je tvoj razpoložljivi dohodek, skupaj 200 evrov vsak mesec dam, to mi je blizu, to zelo podpiram. V tem primeru pač iščeš, za moje pojme, poišč nek ETF, ki ti da izpostavljenost na geografijo, v katero verjameš, ali je to Evropska unija, ali je to Amerika, ali je to Azija, ali pa v sektor, ki verjameš, in pač enostavno narediš ta trade. In pozabiš na stroške, fajn je vseeno, da izbereš nekoga, ki te ne bo na inactivity fee v lupu, ali pa ki te ne bo v lupu mogoče na kakšnih
vodenje računa in enostavno vsak mesec, ko preleti denar, narediš si trajnik, gre tja, narediš trade. To je pa lahko čez 7 let velik denar. Moraš seveda paziti, da ti te vmesni stroški ne požrejo preveč, ampak jaz mislim, da lahko najdeš providerje, za katere ti v bistvu ti ta odstotek teh stroškov, ki ti bojo pobrali, ne bo znatno vplival na dobrobiti, ki jih imaš ob takem rednem varčevanju. Mogoče bi se v tem kontekstu dotaknila tudi frakcije delnice, frakcijsko trgovanje. Recimo, jaz sem eksperiment naredila in sem tudi kupila kar nekaj teh frakcij delnice in sicer kupila sem najdražje delnice na svetu. Poskušala sem tudi kupiti Berkshire Hathaway Class A od Buffetta, ki kotira danes pri $400,000, pa nisem mogla kupiti frakcije te delnice. Kakšno je tvoje mnenje o teh frakcijah delnic oziroma so kakšne posebne provizije, na katere moramo biti pozorni? Tukaj bom pa težko kaj preveč pameten. No. Gre za neko stvar, ki gre z roko v roki s tistim, kar so se prej pogovarjali. Ne? Če si ti provider, ki se fokusira eksplicitno na, ali pa v glavnini na to neko mlajšo generacijo, ki prihaja. Ne? Torej vse imam na telefonu, kar mali gamification, vse skupaj. Potem veš, da ti ljudje nimajo kar 10,000 evrov, da ti dajo. So pa, mogoče je to pa ne bi bil nesramen ali pa tako malo čuden, ampak mogoče je to zelo podoben sistem, kot tisti, ki imaš rojstni dan v McDonald'su, pa si 5 let star, ali pa 6 ali pa 7. Veš, McDonald's otrokom ponuja tam prostor, zabavo, ne kaj, ampak povezuješ McDonald's z neko srečo. Tudi, ko z 12 greš v McDonald's, pač nek dogodek je. In potem tudi seveda, ko si starš, pa rečeš, ajde, dajmo se danes počasiti v McDonald'su. Pustva v tem, je to zdravo ali ne, ker to pa res 7 novih podcastov. In mogoče je logika tukaj podobna, ne? Če ga ujamem zdaj, ko so, kva so že, Gen Z so ta novi, ko so mlajši od milenijcev. A veš, ujamem ga zdaj, navadim ga nase, on je del moje infrastrukture, mojega ekosistema. Veš, čez 5 let, če ga obdržim, bo pa to človek, ki ima službo, ki ima večje prihodke in bo potem pač rastel z manj. Ampak do takrat mu moram ponuditi pač nek exposure tudi za delnice, ki pa ena sama stane toliko, kolikor je v tem trenutku pač nima. Ni njegov portfelj toliko velik. In v bistvu ni težko tehnološko podprt rešitve, kjer ti pač to frakcijo ponudiš, ki v odstotkovnem smislu se nabere toliko teh frakcij, da je pač ena delnica, jo kupiš na trgu, zahedžeš, v tvoji knjigi pač ta delnico razkosaš na 100 delov. Seveda je kar enih vprašanj, kako je potem z glasovanjem na skupščini delničarjev, ki po moje nobenega, ki frakcije kupuje, to niti ne zanima. Ne? Ampak pač še en model, oziroma še en način, kako se približati, ne vem, tej skupini vlagateljev. No, jaz bi rekel, da se mi zdi za te male zneske mogoče najbolj kar primerno, da imaš nek konstanten trajnik, pa da pač kupuješ ETF-je. No, ETF-ih bomo v naslednjem podcastu bolj poglobljeno jih razdelali, tako da tudi pasti in prednosti tega investiranja. Kaj pa recimo tržno ali limitirano? Kako je najbolj smiselno oddati naročilo in zakaj? Odvisno, kakšne so tvoje potrebe, kakšen je tvoj stil trgovanja. Nekomu bo absolutno pomembno, da za svojo strategijo da limitirano naročilo, ker bo, ko bo gledal graf, recimo, da se opira na tehnično analizo. Tehnična analiza je recimo poskus napovedovanja gibanja tečajev iz nekih vzorcev ali pa drugih matematičnih izračunov oziroma pokazateljev in v bistvu na ta način poskušaš reči, tole pa tole se je zgodilo, tukaj smo prejšnjič, recimo, če vzamemo en najbolj simpel primer nekega odpora. Ko je ta delnica zadnjič trgovala pri 50, se je zgodilo to pa to, verjetnost je, da bojo traderji odreagirali enako in tako se pač vsi nekako obnašamo in potem dejansko se to tudi zgodi. Tako da, če se opiraš na to, je ful pomembno, da postaviš limitirana in stop naročila recimo znotraj neke te svoje strategije. Če boš pa enkrat na mesec v njih 200 evrov vrgel v nek svetovni ETF, boš pa pač, glede na to, da je verjetno bid-ask spread ful relativno zanemrljiv, ta denar bo prišel, boš ti dan odprl, boš rekel, kupujem tržno. Če kupuješ tržno, pobereš pač v tistem trenutku najbolj ugodno ponudbo na drugi strani order booka in pač si noter v poziciji in je to. V tistem trenutku dobiš to, kar želiš. Limitirano naročilo pa pomeni, da rečeš, jaz bi to kupil samo malo nižja cena. Čakam situacijo, ko bo nekdo
pripravljen meni prodati po tej ceni. Torej, ko bom prvi v order booku po tej ceni, nekdo bo rekel, prodam, sem da prodam, zdaj le prodam, torej onda tržno prodaja in tebe zapre na drugi strani in to je to. Ne. Tako da, odvisno, kakšna je tvoja strategija. Kaj pa recimo znotraj platform najdemo tudi različne raziskave, potem imaš razne akademije za izobraževanje, webinarje, najdemo pa tudi priporočila analitikov kupi, drži, prodaj. So te nasveti, smiselno jih je upoštevati, ne upoštevati? Ker cilj predvidevam, da je cilj v bistvu aktivacija vlagateljev, se pravi povečevanje volumna in seveda ustvarjanje profita. Jaz ne poznam resnega udeleženca na trgu, ki bi karkoli dal na to. Karkoli. To ne pomeni, da ne prebereš. Prebereš, če si recimo vsaj malo domač z nekimi principi vrednotenja delnic, pač razumeš, zakaj nek analitik predlaga, če se s tem strinjaš, pač to uporabiš. Ampak mi smo načeloma, vseeno moramo malo ločiti, da ne bom nefair do koga. Ne? Če greva nazaj na tisto primarno misijo brokerjev, jaz želim aktivno stranko. Period. Ker če neaktivna, so prihodki, ki jih dobimo take stranke, zelo mali. Okay. Drugo vprašanje je, nekdo je probal, bil aktiven, čez en mesec se mu je nekaj zgodil in izgubil 10% premoženja, zdaj pa miren in prestrašen in neaktiven. Okay. Tega človeka je treba izobraziti, mi temu rečemo. Ne? V določenem segmentu te želje si v bistvu iskren. In rečeš, to se ti lahko zgodi, da preprečiš večje izgube na portfelju, je smiselno imeti taka in taka naročila, malo pazi na to, kaj se dogaja na trgu, boljše je, da si zavaruješ svojo pozicijo s kakšnimi stop naročili ali pa zahedžaš s kakšno opcijsko strukturo ali kakorkoli. Torej, deloma je ta motivacija, ki jo broker v tem procesu izobraževanja pokaže, je iskrena in je dobro namerna. V določenem delu, vsakemu pa prepuščam, da razmisli o tem, je to 50, 50, 80, 20, 20, 80, v določenem delu je pa to način, kako spet nekoga zbudi, da nekaj naredi. Stari, ti nimaš več nobene ideje, zgubil si. Dej klej je naš analitik nekaj naredil, da je to tradi. In v bistvu to je del. Potem imaš pa tudi določene institucije, ki se pa ne ukvarjajo z ničemer drugim, kot z analizami. Te zadeve so mogoče malo bolj dolgoročne narave, so primerne za upravljalce vzajemnih skladov, ki nimajo svojih ekip, da pogledajo ali pa ki želijo preveriti, kaj njegove ekipe mislijo v primerjavi s tem, kaj drugi mislijo. Ampak to so vse relevantne informacije, ki so že na trgu. To je tisto, kar vsi že imajo. In če verjameš v neko racionalnost trgov ali pa v to teorijo racionalnih trgov, potem vse tisto, kar je zunaj, že tako računano ceno. Zaradi tega meni zdaj čisto nič ne pomaga, če mi slovenski analitik pravi, da pričakuje Triglav na 50. Zaradi tega, ker Triglav je 31,90. In je. In če bi bilo, in lahko da bo 50, lahko da bo 20. On mi bo seveda polka bo 20 povedal, zakaj je šlo na 20 in da pa pričakuje, da gre na 15, na 25, ampak cena je tam, kaj je. Fajn je, da prebereš, fajn je, da razumeš, kaj se dogaja, ampak načeloma jaz sem mnenja, da ne boš zaslužil na ta način. Zaslužek moraš iskati drugje, na drugačen način. Nekaj, kar trg ne ve, nekaj, kar trg dvomi in v bistvu imaš sam neko vizijo, kam se bo svet, industrija, panoga, produkt ali storitev odvijala in stavaš na tisti in počakaš, da se to razvije. Marsikdo pa je morda v zadnjem času spoznal oziroma ugotovil, da ni zadovoljen s svojim izbranim brokerjem in ga želi zamenjati. Kaj moramo vedeti, če želimo zamenjati svojega brokerja? Zdaj odvisno, kaj si trgoval. Če si trgoval vrednostne papirje, recimo, da imaš en kup enih obveznic pa delnic pa enemu brokerju, moraš vedeti, da derivative zapreš, da pride v cash. Načeloma lahko pri nekaterih, mogoče ne niti pri vseh, ampak pri nekaterih prosiš, da ti naredijo prenos na drugega brokerja. To je en tak mal mukotrpen proces, ki traja par dni, ne bo ti pa treba teh vrednostnih papirjev prodajati, narediti prenosa, izgubiti potencialnih dobičkov v tistem dnevu in potem odpreti tiste pozicije na drugi strani. Moraš pa vedeti, da za vsak tak prenos vrednostnih papirjev skoraj vsi brokerji po ISIN-u vzamejo nekaj. In moraš paziti, da na koncu ta prenos ne stane več kot likvidacija pa prenos denarnih sredstev in odpiranje računa nekje na drugih, če predpostavljava, da hočeš imeti nekaj drugo pri drugem brokerju isti portfelj ali pa podobno izpostavljenost. Tako da stroške prenosa, potem imaš pri nekaterih tudi stroške zapiranja računa ali pa kakšne take bedarije.
pač čisto vsak hoče še en mal lonček pristaviti, ko pač odhajaš. Ne. To je fajn, da pogledaš teh derivativov, pa tega to pa ponovadi ne moreš kar prenašati. Ne. Govorim recimo o CFD-jih, kjer je tvoj izdajatelj banka oziroma broker, pri katerem trguješ, ne, in ti ne moreš kar nekaj drugega prenesti. Kako bi pa lahko, recimo, zdaj bi rada še nekako to umestila v ta podcast, in sicer slovenske brokerje oziroma brokerje, ki delujejo pri nas na našem ozemlju. Zdi se mi, da vseeno se večina mlajših oziroma večina trgovalcev odloča za tuje brokerje, predvsem zaradi cene, ker so cenovno bolj ugodni. Tisti, ki želijo pa trgovati slovenskimi delnicami, pa se odločajo oziroma nimajo druge izbire, kot da izberejo enega od brokerjev, ki deluje pri nas. Kaj bi lahko rekla tele, kako bi primerjali slovenske brokerje z brokerji v tujini? Jaz sem gledala cenike, če gledava kupovanje ETF-ov delnic na recimo ameriškem trgu ali pa v Nemčiji, so kar evidentne razlike. Mislim, ne bi bil rad nefair. Jaz poznam veliko ljudi iz te industrije, pri nas mnogo je takih, ki sploh niso več aktivni, ker se ta trg kontinuirano krči. Mislim, ne moreš verjeti, kako neverjetno smešno je to, da pač, ko se s kom pogovarjaš v tujini, rečeš, da ima Ljubljanska borza 1 milijon prometa. To je tako milijon. Tako ljudi pač ne razumejo. In pač to je tak mali trg z vsemi svojimi plusi in minusi. Se pa ljudje pač trudijo se. Tisti playeri, ki so še ostali, pač poskušajo preživeti, poskušajo inovirati svoje storitve. Potrošnik je načeloma zelo egoističen, skrbi ga za svojo denarnico. Točno tako. Kdorkoli, karkoli ve, angleščina nobeno več ni problem. Jaz ne vem, zakaj bi karkoli še odpiral, razen za tisto, kar rabiš kle. Vedno iščeš dodano vrednost. Kakšna je dodana vrednost tega, če jezik ta ovira, ali pa če imaš nekega lokalnega brokerja, ki ti res neko dodano vrednost na izobraževanju ponuja. Jaz vem, časi so bili, kot jih zdaj doživljam, 15-20 let, čisto drugačni. Mi smo z ekipo Miha Dvoržak, Nikola Malkovič, Marko Jukič, to je bil moj brat, ki se nam je pridružil, Matjaž Košir. Mi smo takrat, ko smo postavili Tradeport, to je bil Saxotova white label platforma, ki je leta 2006-2007, se mi zdi, smo začeli ponujala kar naenkrat trgovanje na vseh teh trgih, na futuresi, ljudem smo tako odprli vrata. Mi smo imeli čez 2 meseca, ko smo lansirali ta produkt, praktično cel ATVP v kleti, kjer sem jim razlagal, kako delamo, kako te posle knjižimo, kaj. Mislim, tako, to je bil excitement, to je bilo nekaj novega. Fantje, Nikola, Miha so izobrazila verjetno nekaj traderjev, ki so se pol verjetno tudi raztepali po drugih platformah. In to je bilo 15-20 let nazaj, Madonna. Zdaj tega enostavno jaz ne vidim, ne čutim. Noben se več s tem ne ukvarja, trg je majhen. Kdor je bil pomembna stranka, je verjetno končal kje drugje. Kakšni so se tudi pač ustrašili, ker tega posla tudi ne moreš voditi brez določenih tveganj. In se sploh nismo pogovarjali o tem, kaj se je zgodilo takrat, ko je švicarska banka umaknjena. Takrat smo mi naredili v 20 minutah $107 milijonov izgube. Iz nič. Kaj mislim s tem? Naše stranke so naredile to izgubo in so nam bile ta denar dolžne, in od nekaterih smo se ta denar dobili, od nekaterih ne, ampak mi smo tisti, ki mora to tveganje prevzeti. Zaradi tega tudi finančna institucija mora biti ustrezno kapitalsko ustrezna, in mi smo takrat smo posrkali to 107 milijonsko izgubo, bili kapitalsko ustrezno, da smo zdržali pač teh nekih zelo napetih dni, ampak tveganja so, če si ti pač institucija, ki to vrstno tveganje z finančnim vzvodom postavlja tudi zate. In takrat vem, da se je Ilirika tudi malo umaknila in ustrašila, absolutno. Potem tudi Alta, ki je pač bila neka naslednica združenih poteze Medvešek Pušnika in Publikuma, in pač to ni za vsazga. Trg pa premejhan, da bi in živel lepo od tega in pokrival te neke scenarije črnih labodov, ki se enkrat na 10 let lahko zgodijo. Tako da tega jaz tukaj zdaj več ne zasledim. Misliti, da ti lahko tehnološko tekmuješ, brez kakšnih partnerstv, z vsemi temi poslovnimi modeli, ki se pojavljajo, je pa iluzorna. Iz Slovenije tega ne moreš, absolutno ne moreš. Tako da kar ostane, je neka industrija
vzajemnih skladov, upravljanja premoženja, kjer tako, kot si omenila prej, krunoto mnenje, nekdo, ki je 50-55, prpele, 100 jurjev, 500 jurjev, mogoče več, in reče, da mi iz tega na 20 let nekaj naredi, in potem tam fantje pač upravljajo ta denar po nekih konzervativnih pristopih. Verjetno priložnost za to vrstni posel bo, za neko aktivno trading, borzno posredovanje, aktivno novi produkti. To pa se mi zdi malo manj, no? ker je ta tekma postala tako napeta, tako smo navajeni vse delati preko mobilnih aplikacij, da se mi zdi, da bo tukaj zelo težek kruh za tiste, ki bojo šel striktno samo borzno posredovanje v Sloveniji ostali. Ok, mislim, da sva več ali manj vse povedala o trgovalnih platformah, ali je morda še kaj, kar bi izpostavil? Mogoče kak pameten nasvet za tiste, ki danes oziroma zdaj hoče vstopati na kapitalske trge? Po mojem nič, kar ne bi že prej povedal. Razmisli pri sebi, zakaj to delaš. Če tega denarja ni, kako bo to vplivalo na tvoje življenje. Opazuj, uči se, zdaj se je toliko easy povezati v različne Reddit grupe, en kup enih teh chat aplikacije, kjer so isti misleči združujejo. Videli smo, kaj se je naredili z GameStopom. Tako, pač pejt z nekim takim pozitivnim odnosom, pri čemer se moraš pač zavedati tudi tveganj. To res je en tak lep svet, ne? Tako da vse, kar sem povedal, po moje, sem povedal. Ja, si povedal, zelo veliko si povedal in na začetku si tudi rekel, da želiš dati nazaj nekaj družbi in mislim, da si z odgovori pomaga marsikateremu vlagatelju, tako da Toni Jukić, najlepša hvala. Ful ti hvala za povabilo, to je bil moj prvi podcast, kar velikih poslušam, tako da upam, da bo za koga zanimiv, pa hvala še enkrat, da smo povabila. Hvala tebi, lepo se maj. Enako, čau. Veliko informacij smo slišali in preden pošljemo svoj denar na kapitalske trge preko brokerjev, je potrebno opraviti domačo nalogo. Če tega interesa nimate, pa vseeno lahko vstopite na kapitalske trge preko vzajemnih skladov, kjer upravljalec premoženja izbira naložbe namesto vas, zato pa seveda tudi plačate. Morda še to. Borza ni rezervirana zgolj za moške. Rada bi spodbudila tudi ženske, da investirajo na kapitalske trge. Ženske imajo ponavadi drugačen stil investiranja od moških, praviloma tudi manj tvegajo. Ni lepšega od tega, da imamo nadzor nad svojim denarjem in da ga plemenitimo na način, kot želimo. Sedaj pa še pregled trgovalnih platform. Med Slovenci so najbolj priljubljene trgovalne platforme, kot so Trading 212, Interactive Brokers, IG Index, eToro in partnerska podjetja, predvsem Interactive Brokersa, kot so CapTrader, OptimTrader, TradeStation Global in tako dalje. Med ponudniki so precejšnje razlike, tako v višini minimalnega zneska za odpiranje računov, omejitev glede finančnih inštrumentov, kot tudi v višini trgovalnih in netrgovalnih stroškov. Analitik Matej Šimnic se je zakopal v podrobnosti in naredil primerjalno tabelo. To bomo kmalu tudi objavili, zato spremljate MoneyHow ali mene, Marjo Milič, tudi na družbenih omrežjih ali pa se naročite na e-pismo preko spletne strani businessspace.com. Pri primerjavi brokerjev pa si lahko delno pomagate tudi s spletno stranjo brokerchooser.com. Toliko za danes. Naslednji teden sledi podcast o ETF-ih oziroma skladih, ki kotirajo na borzi. Nekaj smo o tem že povedali v tem in v prejšnjem podcastu. Naslednji teden pa razkrijemo tudi pasti pri investiranju v sklade, ki kotirajo na borzi. Objavili bomo tudi konkretne predloge. Mimogrede, tudi Ljubljanska borza je skočila na vroči ETF vlak in je ponudila ETF, ki sledi indeksu slovenskih blue chipov SBI Top in sicer bolgarskega upravljalca Expat Capital. Še letos pa se bo pridružil tudi hrvaški Intercapital Asset Management. Hudič pa je v podrobnostih. Več o tem prihodnjič. Naročite se torej na podcast MoneyHow. Zelo bom vesela, če boste posredovali informacije o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi vsebina lahko koristila. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišete na marja@businessspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!